Zdaj je pokazal, kaj še narediš karton, pa ti je bilo pol žal. Sem, ja. Ti, kakšne so ti čustva, kad daš ti en rdeč karton, pa ugotoviš, da... Pa kaj takoj veš, da si ga v sračku. Pa ne moš ga nazaj not potegniti. Ali ni zdrav? Seveda lahko. Lahko in je zaželeno, če ti veš, da si nekaj narobe naredil in da je to jasno, ni problema, lahko to narediš. Bolj je problem tam, ko si ti recimo jaz sem imel konkretno eno situacijo, ko mi je v tistem momentu, ko sem videl dogodek, mi je bilo vse kristalno jasno. Jo. To je tako, ne vem, recimo simuliranje prekrška za kazenski udarec. Rumen karton. Ampak igralec je že imel prej en rumen karton. In če jaz njemu dam rumenega, je to drugi rumeni in je rdeč in gre ven. In če sem jaz tukaj naredil napako, namesto da bi oni dobili kazenski udarec, pa dali gol, so ostali brez enega igralca. In točno to se mi je zgodilo na eni mladinski tekmi, mednarodni. In jaz sem imel občutek, ne potem, ko sem dosodil pa dal rumen pa rdeč karton, ampak po njegovi reakciji. Ker je fant, to je bil fant star, ne vem, 17-18 let, je izrazil tako začudenje svojim obrazom in svojo mimiko in v bistvu med tem, ko je hodil dol z igrišča, je planil v jok. In takrat sem vedel, da je zelo, zelo verjetno, da je bila napaka. Ne? In potem je vse kamere, ki smo jih gledali, v bistvu pokažejo eno sliko, pa je bila pa ena kamera čisto iz drugega zornega kota, en gledalec snemu, ne? In mi je kontrolor takrat poslal posnetek in se je videl, da je pač fant, da je bil res faul, da ni simuliral, ne. In pač to je najslabši občutek. Sam zdaj, seveda sem to obžaloval in premlel in še danes mi je žal, ampak ne moreš tega nazaj potegniti. Ne moreš nazaj vzeti, ne. Ja. Tukaj v podjetništvu. Odločitve, ki jih sprejmaš, Isto. Vsaka akcija ima svojo reakcijo in pol si odgovoren do te reakcije, kakršnakoli že pač je, ne.